Spet z vami v oddaji Moj odnos do zdravja. Gostila bom Uršo Bitenc Herenčič, ki nam bo povedala. Danes bova govorili o moji življenjski poti od mladosti pa zdaj do tega trenutka, kjer sem zdaj, o vseh mojih izzivih in pa predvsem to, kako jaz sama skrbim za svoje zdravje in pa tudi pomagam drugim. Jaz verjamem, da se boste veliko naučili, veliko odnesli, ker Urša ima veliko osebnih izkušenj. Se vidimo v oddaji Moj odnos do zdravja. Drage gledalke, spoštovani gledalci, ponovno z vami v oddaji Moj odnos do zdravja. Z vami sem dr. Neja Zupan, specialistka naravnega zdravljenja. Danes sem v goste povabila delovno terapevtko in maserko Uršo Bitenc Herenčič. Največji vtis pa je name naredila, ker je napisala, da verjame v moč dotika in res. Moč dotika je rešitev. Dobrodošla, Urša, v oddaji Moj odnos do zdravja. Hvala, pa hvala za povabilo. Prosim, daj, še majhen več nam povej, kdaj si spoznala to moč dotika, ker mene to res, to je tisto, ki je mene najbolj pritegnilo. Ja, nekako moč dotika sem začela spoznavati že, ko sem bila zelo majhna. Glih zadnjič mi je mami poslala eno staro sliko, ko sem bila stara približno 7 let, pa sem na plaži masirala eno osebo, svoje sorodnike, tako da v bistvu me masaža oziroma ta dotik spremlja že celo življenje. Da pa sem nekako tako malo bolj profesionalno pristopila do tega, je pa prišlo nekje v času fakultete, ko sem se začela izobraževati na tem področju in sem pač naredila tiste potrebne certifikate in začela resno delati tudi na tem področju. Ti vidiš pri sebi mogoče kakšne spremembe od tistega, kar si bila prej, pa kar si zdaj postala, ko zdaj bolj deluješ na tem področju naravne pomoči ljudem. Napisala si tudi, da pomagaš ljudem po poškodbah, pri bolečinah, zato da na naraven način spet zaživijo svoje polno življenje. Se pravi, preden si to začela delati, pa zdaj, ko to že veliko let delaš. Ja, v bistvu me je ta pristop do masaže tudi meni precej pomagal, ker gre za to zavedanje lastnega telesa, ker tudi sama redno hodim na masaže in vem, koliko je to pomembno. Predvsem pa mi je tudi tako, da večina ljudi ima neke težave. Zdajle je zelo težko, če gremo po ulici pogledati, pa vprašati ljudi, skoraj vsak ta drug, ta tretji bo rekel, da ima ali bolečine v vratu, v prsnem delu hrbtenice ali pa v ledvenem delu ali pa kjerkoli drugje po telesu. In ljudje so res tako, precej večinoma slabo skrbijo zase. In tudi še vedno v Sloveniji nekako vlada ta mentaliteta, da je masaža luksuz. Jaz pa vedno govorim in svojim strankam in tudi svojim učencem na tečajih masaže, da je masaža prioriteta in osnova za neko funkcionalno in kakovostno življenje. Ja, točno to. Pri nas se še vedno premalo zavedamo tega, da je zdravje prvo. Ja. Se pravi, vse, karkoli vlagamo v recimo terapevtske storitve, v mentorja, v maserja, to je v bistvu vlaganje v svoje zdravo življenje v vseh življenjskih obdobjih, pa ne samo zdravo življenje. Zdravo življenje je osnova za to, da mi lahko uresničimo svoje sanje. To je približno tako jaz tudi mojim učencem v programu Postani mojster zdravja rečem, ja, ok, mi moramo priti recimo z avtom od točke A do točke B. Ja, če imamo kripelj od avta, pa če ne vemo, bomo bili kar zdajle kolo dol padel, ja, mi ne vemo, če bomo prišli do točke B. Ja, točno to. No, in to je naše zdravje. Kako ti poskrbiš za svoje zdravje?
Ja, jaz za svoje zdravje nekako skrbim celostno. Vedno moramo pogledati čist osnova, kar je prehrana, ker pač večkrat na dan jemo in kar uživamo vase tudi vpliva na naše počutje in zdravje. Tako da jaz se zdaj že dobrih 10 let prehranjujem tudi z rastlinsko prehrano, kar mi zelo ugaja. Razrešila sem si marsikatero težavo, ki sem jo imela, ko sem bila mlada, ko sem imela, ne vem, do 20 leta težave z zaprtostjo, slabokrvna sem bila, utrujena, tako pač res sem potrebovala dodatno podporo tudi s prehrano. Potem sem začela tudi s fitnessom, torej v fitness hodim, da jačam svoje telo, da sem jaz močna, da sem v kondiciji, da tudi lahkotneje opravljam svoj poklic. Definitivno je treba tudi pogledati na lastne misli, na mindset, kako razmišljamo, kako se nosimo v svetu, ker veliko je tega, če imaš ti skozi negativne misli čez dan, pa neke negativne vzorce, pa dejansko te tisto samo vleče navzdol. In je tudi ta razmišljanje naše ključnega pomena, da smo mi čim bolj zdravi. Tako. Super. Kako pa tako čez dan, kako to razporediš? Ker meni veliko ljudi reče, ja, nimam časa to delati, pa to ne morem, pa imam službo, pa ne vem kva, pa otroke. Pa. Kako ti razporediš? Ker moj urnik, jaz imam vedno tako zjutraj, če jaz tele moje mašine ne zaženem na primeren način, pol do konca dneva težko pridem. Pa sem zmatrana. Pa nimam energije, pa misli, same negativne misli pol vstopajo, če jaz mašine dobro zaženem. In pa imam takrat s tistimi negativnimi mislimi upravka. Ali pa pol čustvo, zato zjutraj zaženem mašino. Kako pa ti? Se pravi, jaz naredim energijske vaje, naredim stvari, da telo podprem, zdravo zajtrkujem in potem šele začnem, meditiram tudi in potem začnem. Kako pa ti skrbiš za sebe? Kako imaš to čez dan? Ja, zdaj zato, ker se ukvarjam z masažami in sem samostojna podjetnica, imam nekako to svobodo tega, da si jaz svoj dan razporejam tako, kot si jaz želim. Vedno nekako dan začnem z gibanjem, tako kot ti, v bistvu je res to ena osnova za to, da zalaufamo svoje telo, da se prebudiš, da se malo premakneš, da ne gremo tako iz postelje v avto, v službo in samo v bistvu neki taki statični položaji nas spremljajo pol že celo dopoldne recimo. In na ta način se pol tudi pride do bolečin, poškodb in na ta način. Tako da v bistvu pol, ko opravim to svoje jutranjo telovadbo oziroma fitness, naštelam energijo za dan, se ful dobro počutim in pol, ko jaz poskrbim najprej zase, lahko potem začnem dajati drugim. Sicer nisem pristaš ful zajtrkovanja, ker mi zjutraj ne paše jesti, tako da moj zajtrk je v bistvu kosilo. Tudi rada treniram na prazen želodec, tako imam največ energije tudi. Tako da nekako tako. Če pa delam zjutraj, pa vseeno probam doma se malo razgibati, preden grem na delo, zato da imam ogreto telo, da se tudi sama ne poškodujem med izvajanjem masaž. Potem popoldne pa ponavadi jaz večinoma delam, ker takrat se je največ ljudi doma, so prosti in pač imajo tudi čas za masažo. To je zelo dobra iztočnica jesti kasneje, ker nas so učili zjutraj, da ješ kot kralj, opoldne kot meščan, kot graščak in zvečer kot berač. Ampak jaz vidim tudi zjutraj, saj jaz jem zjutraj, ampak je zelo malo, zato ker presnovni ogenj je največji šele opoldan. In v bistvu, če si jaz zjutraj vržem noter, ne vem, težko hrano, grem lahko samo še v posteljo. Ja, točno to, ja. V bistvu zajtrk naj bi bil nek manjši obrok, kosilo je pa tisto, ta pravo, da napolnimo svoje rezervarje energije spet za popoldne. Kako imaš pa potem zvečer, recimo, ko prideš iz dela, ker jaz recimo, ko pridem, ko končam vse stvari, imam potem tudi meditacijo, sprostitev vseh tistih energij, ker tudi delam veliko z ljudmi in ker delam z ljudmi, se naberajo stvari v mojem polju in to zvečer lepo fleten sprostim, sprostim tok limfe, ojačam tok limfe, zato da ponoči so moje možgani tudi očiščeni. No in potem
z meditacijo grem tudi v spanec. Kako imaš pa ti zvečer? Jaz si zvečer ponavadi probam vzeti, saj tiste pol ure zase, da se malo raztegnem, predvsem svoje roke, ki so veliko obremenjene zaradi masaž. Drugače pa tudi zelo rada uporabljam te himalajske sklede, pojoče posode, na ta način tudi sama sebe malo napolnim. Tako da v bistvu je to, tibetanske sklede in zvočna terapija je moj korak do tega, da se po celem dnevu malo spet spucam, napolnim svežo energijo, pa da to ne prenašam potem v naslednji dan. Tako da zvočna terapija je odlična za to, vsaj zame. Drage gledalke, spoštovani gledalci, po oglasih nadaljujeva z najinim pogovorom. S katerimi občutki, čustvi si se najpogosteje srečevala na svoji življenjski poti? In kot maserka, prej si rekla, da je pomemben, da se te stvari zvečer osvobodi, zato da ti naneseš to v nov dan, pa sploh ne ljudem, ker to, kar mi imamo vibracijo v našem telesu, v našem polju, to pol dajemo ljudem še sploh, ko se dotikamo. Kaj so bile tiste občutki, čustva, ki si imela največ dela, da res vsakodnevno sprostijo ven? Zadnja leta sicer sem že kar precej razpucala te svoje pretekle občutke, misli oziroma neke vzorce, ki so mi škodovali na dolgi rok. Sem se pa kar dolga leta svoje mladosti borila z slabimi občutki v svojem telesu, z depresijo, slabe navade oziroma te miselni vzorci, ki so me v bistvu samo še bolj v jamo kopali. Nisem videla lastne vrednosti, nisem vedela, kdo sem, nisem zaupala vase, pa tudi nisem si nekako verjela v to, da si jaz zaslužim dobro življenje. Tako da v bistvu je bila kar dolga pot do tega, da sem vse te stvari predelala, da sem nekako preusmerjala te svoje misli in vzorce v neko pozitivno smer. In sem potem postopoma skozi leta delala na svojih mislih, da so zdaj večinoma pozitivne, ko pa pride kakšna negativna misel, jo pa zelo hitro ujamem in jo nekako ozavestim. In tudi se včasih vprašam, zakaj zdaj o tem razmišljam, kaj mi to hoče povedati, pa se dejansko pogovarjam sama s sabo oziroma s svojim notranjim otrokom, ki je tudi še do tega trenutka še vedno malo ranjen in vem, da imam še veliko stvari za na sebi delati. Tako da je to življenje res učenje in z leti lahkotneje premagujem vse izzive v življenju. Kaj je bilo tisto, da si najprej, da si začela sploh opažati te vzorce v sebi, spravo, kaj si naredila, ali pa če je bila kakšna prelomnica v življenju, da si to začela, recimo pri meni je bila največja prelomnica, da sem bolj aktivno začela na sebi delati, je bila knjiga biografija nekega jogija. No in to piše o Swamiju Swami, no zdaj se ne spomnim, se bom spomnila. Ampak od takrat naprej sem bolj aktivno začela meditirati. In ko sem začela meditirati, sem postajala vedno bolj zavestna teh mojih prepričanj, identitet. Zdaj sem se spomnila Yogananda. Swami Yogananda, se pravi biografija jogija Swami Yogananda. No in ko sem to prebrala, me je vedno bolj vleklo v to meditacijo in sem potem tudi študirala veliko s prvim nosilcem Omkara krije joge in prav zaradi te knjige, zato sem globoko v sebe prišla. Kaj je pa tebe premaknilo? Ja, mene so premaknile oziroma življenje me je skozi hotelo premakniti, s tem, ko so se mi pojavljale slaba stvar za slabo stvarjo, pa še za slabšo stvarjo. Tako da življenje nas skozi opozarja, dokler se neke lekcije v življenje ne naučimo, se nam bo ponavljala v različnih situacijah z različnimi ljudmi in jaz sem imela tega kot mlada punca, ogromen. Kakšen primer?
Da vem, pač stalno razočaranje v odnosih, ljudje me niso slišali, nisem bila videna, ker sem pol na koncu tudi v bistvu ugotovila, da moram najprej jaz videti sebe, da bojo potem tudi drugi mene videli. Ne vem, se mi zdi, da so se mi stalno eni slabi momenti dogajali v življenju, dokler jaz nisem pokapirala, da je pač to potrebno delati na sebi. Tisti ključen moment pri meni pa je bil, ko sem še okrevala od motenj hranjenja in depresije, ker sem tisti čas imela neko psihiatrinjo, ki je v bistvu potem iz danes na jutro odšla nekam v tujino. Jaz sem en dan prišla na terapijo in so mi tam na recepciji povedali, ja, saj vaše psihiatrinje pa ni več tukaj. In sem bila jaz tako, kako, pač jaz sem prišla, ima vas termin. In je bil tisti bil kar meni tak orenk ključen moment v smislu, da ljudem ni mar zate, tebi mora biti mar zase. In tisti je bilo pol meni, ok, očitno bom pa res mogla sama nekaj začeti delati na sebi, da se bojo stvari začele odpletati v drugo smer, ker trenutno tukaj, kjer sem nesrečna in nezadovoljna. Urša, kaj je bilo tisto, kar te je premaknilo oziroma kar si naredila za to, da so se tiste slabe misli, depresije, stanja razrešile, da si začela gojiti boljše misli, prej si rekla, da zdaj tudi ujameš kakšno slabo misel, pa ker jo hitro ujameš, jo lahko hitro preoblikuješ. Kaj si naredila? Ja, ker sem bila takrat zelo mlada in tudi nisem še poznala dobro sebe, sem bila na začetku kar par let precej izgubljena in sem iskala na vse različne smeri, kaj bi meni lahko pomagali. Ker tisti ključen moment pri meni je bil, ko je moja psihiatrinja zapustila državo in sem dejansko iz danes na jutro ostala brez neke strokovne pomoči v obdobju depresije in motenj hranjenja. Tako da sem začela največ brati razne knjige za osebnostno rast. Začela sem brskati po internetu, čim več sem brala in probala dejansko iz teh knjig to prenesti tudi v svoje življenje. Začela sem se obkrožati tudi z boljšimi ljudmi za sebe, ker sem opazila, da veliko ljudi dejansko izkoriščalo vso to mojo dobroto, pa tudi moja mama je vedno rekla, da svoje srce nosim na dlani in to je bilo res. Vsem sem dala vse, za vse sem bila vse. Ko sem pa jaz prišla na mesto, ko sem rabila pomoč ali pa podporo, pa nikogar zares ni bilo. In sem takrat pol razumela izziv življenja, da moram začeti sama skrbeti zase. In sem postopoma, dan za dnem, to je bilo itak ful težko, ker kadar si v tistem toku svojih negativnih misli, si je zelo težko ustaviti, dokler ne prevzameš kontrole in dokler se ne usedeš na voznika, usedeš v življenju, ker sem bila večino življenja pač na sovoznikovem ali pa nekje tam v prtljažniku. Ja, prtljažniku, ja. Točno to, ja. In nisem imela popolnoma nobene kontrole, ne nad sabo, ne nad vsem, kar se mi je dogajalo. In takrat, ko sem začela verjeti vase, da pač sem jaz tista oseba, ki si mora pomagati, zato da bo kaj boljše in ne moram čakati na druge, da mi bojo v podporo, da mi bojo prisluhnili, ker vedno ljudje tudi ne znajo delati oziroma biti podpora ljudem, ko so v takem stanju, kakor sem bila jaz. Ker tudi vem, takrat je moja družina zelo težko gledala na mene, ko sem bila podhranjena, ko mi je vsak dan učiteljica v šoli rekla, da bom umrla. Take stvari je bilo tudi meni zelo težko poslušati, ker v tistih momentih jaz se nisem videla kritično suhe, podhranjene. Jaz sem mislila, da sem debela, da je z mano vse v redu, fizično, in dejansko se ne vidiš. Potem pa skozi leta ko zdaj gledam slike za nazaj, pa vidim, kakšna sem bila in zdaj razumem, zakaj je bilo ljudem tudi okoli mene toliko težko. Ker dejansko ne srečaš vsak dan osebe, ki se spopada s takimi težavami, kakor sem se jaz. In sem potem postopoma začela graditi sebe. Ja, jaz, tako kot si rekla, vsak mora hoditi sam. Jaz prednost usposobljenega, zelo dobrega mentorja vidim v tem, da je pot potem veliko lažja, veliko hitrejš se gre. Recimo, podam mojim strankam, dam primer, imaš reko, deročo reko, ja, lahko sam prideš čez deročo reko, velikrat te pol spodnese, pa kam pristaneš, pa moraš še enkrat gorjeti, pa ne vem, razne kolobocije se dogajajo. Če imaš nekoga, ti reče, stopaš tja, pa si čez. Pa si čez. In dejansko se ne vidiš,
Ampak hoditi moraš sam. Ja. Ne morete nobeden tam čez nest. Zato, ker če te bo nesel, boste oba padla. Ja. In jaz tudi velikokrat rečem, ja, če ti nekdo reče, da bo rešil namesto tebe, pomeni, da ti vzame priložnost za učenje. In istočasno tisti, ki nekomu drugmu breme vzame, sam sebi dela karmo. Se pravi, je drugega onemogočil. Tako da je dejansko samo pomoč, tako kot si ti prišla do teh spoznanj. Ja. Drage gledalke, spoštovani gledalci, po oglasih bomo midve nadaljevali z najinim pogovorom. Medtem pa si prevzamete moje darilo za vas na www.bisernica.si/darilo. Poglejte, kaj sem vam pripravila. Katere so bile pa pri tebi tiste najtežje navade, misli, ki si jih osvobodila? Dobro vprašanje. Nekako ena najtežjih, ki zdaj pomislim, je bila v bistvu ta lastna predstava o sebi, sovraštvo do svojega telesa, v bistvu nesprejemanje sebe na koncu dneva. To je bilo nekako tista najbolj zakoreninjena stvar v meni, ki sem zelo težko splezala ven iz nje. Ampak dejansko za prehrano, s pravim razmišljanjem, z gibanjem, sem vzljubila svoje telo. In zdaj, ko gledam na svoje telo, ne gledam več kot samo nek objekt, ampak je to dejansko moj dom. To je meni osnovni dom, da jaz lahko živim, opravljam svoj poklic, živim svoje sanje konec koncev, ker dejansko zdaj pač sem na tisti pravi poti, kjer jaz se čutim izpolnjeno in vem, da grem v pravo smer, ker tudi recimo to se točno vidi, da si na pravi poti, ko se recimo pojavljajo priložnosti, kakor je danes ta oddaja, da sem lahko tukaj, ker če bi jaz ostala tam, kjer sem bila, ne bi tukaj danes govorila o svoji zgodbi recimo, in da dejansko lahko svojo lastno izkušnjo zdaj navdušujem tudi druge na tečajih masaže, jih motiviram, inspiriram in vidim, koliko lahko dejansko prinesem svetu s tem, kar sem. In tega jaz včasih nisem videla in je to taka velika žalost v bistvu, ko sebe ne vidimo, pa kaj vse lahko damo svetu. Ja, to si zelo dobro povedala. Če ne bi sebe prej spremenila, ne bi dobila določenih priložnosti. In to je tisto, kar jaz tudi velikokrat rečem, spremeniš frekvenco, spremeniš svojo vibracijo in spremeniš svojo energijo in dejansko se priložnosti pojavijo, se stvari pojavijo, ki jih želiš v tvojem življenju. Velikokrat ljudje razmišljajo samo o tem, katero strategijo se morajo naučiti, pa katera znanja morajo pridobiti, zato da bodo recimo šli na svojo poslovno pot. Ampak prvo vprašanje in osnovno vprašanje je, kakšno imam jaz frekvenco, kakšno imam energijo, zato da tisto, kar si zamislim, pritegnem v svoje življenje. Kako imaš ti s tem izkušnje? Ja, absolutno mi je življenje točno to pokazalo. Prej sem govorila o tem, kako so se mi skozi slabe stvari dogajale, pa ko sem začela delati na sebi, sem začela rasti v vse različne smeri, in osebnostno in poslovno konec koncev. In so se mi priložnosti same začele postavljati na pot, na pladenj, izvoli, tukaj imaš, vzemi tisto, kar je zate. In tako sem prišla recimo do tega, da sem zdaj mentorica na tečajih masaže. Jaz to nisem iskala trenutno pri svojih 31, jaz sem mislila, ok, bom tam po 40, ko bom imela ful več kilometrine, znanja, pa konec koncev tudi več odraslega pristopa, ko vse 30 pa 40 niso čisto isto. In se mi je ta priložnost ponudila že zdaj. In sem jo izkoristila. In zdaj v letu in pol sem jaz tudi neverjetno veliko zrasla s tem, ko učim druge, ko dejansko moram nastopati pred ljudmi. Včasih sem jaz se zelo bala takih situacij, da me recimo cela soba, 25 ljudi gleda samo mene, kaj delam, kaj govorim. Zdaj je meni to tako na tečajih recimo čistko normalno. V bistvu uživam v tem, ker vem, da imam ljudem veliko za dati.
Kako ti, rekla si, da poskrbiš te himalajske sklede, pa zjutraj pilates, kako pa še frekvenco dviguješ v svojih mislih? Kako ujameš negativno misel? Ker to jaz mislim, da je za naše gledalce zelo dober napotek. Kako ujeti te stvari, da se potem frekvenca kar dvigne? Ker te negativne misli, oziroma lahko rečemo žalost, jeza, sram, zaničevanje, to imajo tako zelo nizko vibracijo. Kako ti to ujameš? Ja, zdaj, ko sem večinoma časa na neki višji vibraciji, je to veliko lažje, a ne? Ker takoj, ko se jaz začnem počutiti slabo, ali pa da sem, ne vem, da se v nekem okolju ne počutim dobro, ali pa da nekaj počnem, pa da začnem negativno razmišljati, jaz zelo hitro ujamem to misel, zato ker sem skozi zavestno prisotna v svoji glavi. Včasih nisem bila, ne, in sem pustila, da so misli peljale čisto v svojo smer, kakor so bile, kakor da jaz nimam kontrole nad tem. In dejansko imamo kontrolo nad svojimi mislimi in to je trening, tako kakor treniramo svoje telo, moramo trenirati tudi za svoje misli, da nekako čim prej ozaveščamo te stvari. Kako treniraš? Bom povedala svoj primer, kako jaz to treniram, svoje misli. S tem, da se popolnoma umirim in jaz gledam moje misli tako kot nebo. In ko sem jaz popolnoma mirna, se pravi, ko je telo miren v meditaciji, pol vsak oblak, ki pride mem, ga jaz zaznam. In več, ko oblakov zaznam, več imam priložnosti, da te oblake razpihnem s soncem. Ja, mogoče, v bistvu, zdaj, ki si tako povedala, jaz tudi razmišljam, zdajle pred snemanjem, sem čutila neko tremo, nervozo, in sem dejansko tam sedela, sem se umirila, sem začela počasi dihati in sem se pogovorila sama s sabo, pa zakaj zdaj tako razmišljaš, česa se bojiš? Ker strah je tudi eno tako čustvo, ki ni glih na visoki vibraciji, In sem v bistvu zdaj ta strah potem probala preusmeriti v navdušenje, bodi hvaležna, da si lahko tukaj, česa se imaš za bati? Pač bodi to, kar si, predstavi se ljudem, kaj si bojo pa drugi mislili, je pa pač to njihova odločitev na koncu dneva, In ko enkrat trdno stojiš na svojih temeljih, te zares kaj drugi pravijo ne zanima, In v bistvu ja, na ta način, da se umirim, pa probam pogledati, zakaj tako razmišljam. In pač pa tudi preusmerim to v neko pozitivno čustvo. Ja, se pravi, mi smo dejansko kreatorji svojega življenja. Ja. In ne, da nekaj pride, pa pol mi kao delujemo reagiramo na tisto, da je bilo tisto do zunaj. Ampak tisto do zunaj je samo trigger za tisto, kar je pri nas noter. Jaz sem enkrat zelo zanimivo zgodbo prebrala, jo imam tudi zapisano v moji knjigi Osebna odličnost. En moški je prišel in je rekel, da se je zelo razjezil na enega kupca. No, in je potem mu je pa njegov terapevt rekel, ja, pa zakaj si se razjezil? Je rekel, ja, zato, ker je zahteval, ne vem kva, to pa pa tret od mene. Je rekel, ok, zdaj si pa ti zamisel, da si ti v eni četrti, kjer vsak lahko pride s pištolo. Ali bi se ti razjezil na unga, ker ne veš, ima pištolo ali nima? Je rekel, ja, ne bi. Je rekel, se pravi, ti imaš možnost odločitve. Točno to, ja. Na koncu dneva imamo zmeri možnost odločitve. In da prepoznamo tudi te triggerje v sebi. Zakaj nas neka stvar sploh tako trigira? Zakaj vzbudi taka čustva v nas? Tukaj so samo potem spet priložnosti za našo rast, da vidimo, na čem moramo še delati. Ja, in ti si imela veliko priložnosti za trenirati to, ker sploh tisti, ki delajo z rokami, se pravi čutijo, ni samo čutenje s telesom, je čutenje s celim svojim energijskim poljem, kaj se nekomu dogaja. In to že od otroštva naprej. Ja.
Jaz sem bila vedno tisto tiho dekle na robu, ne vem, družbe, vedno sem bila tisti opazovalec družbe in sem na ta način zelo začela spoznavati in čutiti tudi druge ljudi. In zdaj to čutijo tudi moje stranke dejansko, ne, ko one pristopijo k meni, vedno se mi odprejo, mi zaupajo svoje težave in jaz jim lahko prisluhnem, jih lahko nekako vodim v smer, katera bi bila dobra za njih, potem se seveda sami odločijo, kam bodo šli in pa z masažo jim lahko veliko pomagam, zato ker moje roke so dejansko to orodje, s katerim jaz njim pomagam. In tako, kot sva na začetku rekli, ta čudežna moč dotika je neverjetno prisotna v mojem življenju in hvaležna sem, da lahko ta poklic opravljam s takim žarom, ker to je res ena moja strast, ki sem jo pač že dolga leta želela upravljati, preden sem šla na prvi tečaj. Sicer sem šla v delovno terapijo najprej, ampak me je potem ta notranji ogenj gnal v masaže. In tukaj sem našla svoje poslanstvo. Mogoče še zadnji nasvet za naše gledalce in gledalke, da strneva najin pogovor. Jaz bi rekla tako. Na prvo mesto vedno dajte sebe, poskrbite zase na kakršenkoli način vi potrebujete, da boste vi se dobro počutili, živeli kvalitetno, brez bolečin, v dobrem počutju in na ta način bomo lahko drug drugemu veliko več dali, kakor pa je malo. In to mi je res pomembno, da drug drugemu dajemo, ker veliko ljudi preveč to čuva vse zase, in znanje, in energijo, in vse te svoje izkušnje, ker če bi se ljudje več pogovarjali, bi se lahko drug od drugega veliko naučili. Hvala lepa, Urša, za ta čudovit pogovor. Hvala. Drage gledalke, spoštovani gledalci, vas pa vabim, da prevzamete svoje darilo na www.bisernica.si/darilo. Zahvaljujem se vam za ogled te oddaje. Lepo se imejte.